Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in vabljeni k spremljanju oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. V nocojšnji oddaji se bom o projektih in dogajanju v Knežjem mestu pogovarjal z županom Mestne občine Celje, gospodom Bojanom Šrotom. Gospod Šrot, dober večer in dobrodošli. Dober večer. Gospod Šrot, občina Celje praznuje svoj občinski praznik 12. aprila. Letos ste ta praznik seveda takrat tudi obeležili, a osrednje prireditve zaradi epidemije koronavirusa niste mogli izpeljati, ste se pa vendarle nekoliko kasneje, zdaj lahko rečemo pred kakšnim tednom, zahvalili občinskim nagrajencem, jim podelili priznanja in seveda pripravili tudi krajšo slovesnost ob tej priložnosti. Ja, če sva čisto natančna, 11. aprila mestna občina praznuje. Kaj posebnega takrat tudi nismo mogli obeležiti občinski praznik, razen z občinsko poslanico, kajti bil je čas karantene zaradi koronavirusa. Smo pa prireditev, na kateri vsako leto, ta je običajno na dan praznika, podelimo najvišja občinska priznanja vsakoletnim občinskim nagrajencem, pripravili sedaj, ko so se ti ukrepi zrahljali. Nagrajencem smo se zahvalili za tisto, kar so naredili, kar delajo in kar še bodo naredili za razvoj mesta na zelo različnih področjih in jim seveda izkazali tudi vso potrebno čast. No, letos smo Celjani dobili novega častnega meščana. Ja, gospod Janko Hartman je postal novi častni meščan, ena izjemna oseba, ki je pustila globoko sled v današnji podobi Celja, predvsem seveda na področju arhitekture, kjer je deloval, pa tudi urbanizma. Zdaj, če bi se hotel malce pošaliti glede na leta nagrajenca, je gospod Hartman kar dolgo čakal, ampak hvala Bogu, da je mestni svet, pravzaprav, da so najprej predlagatelji, pa potem mestni svet vendarle prepoznal izjemno delo in prispevek, kot že rečeno, današnji podobi mesta Celja. In gospod Hartman si zagotovo izjemno zasluži to svoje priznanje. Vsako leto je seveda težko izbrati izmed vseh predlogov, pa seveda tudi izmed vseh posameznikov, ki veliko naredijo za podobo Knežjega mesta. Na naših posnetkih zdaj vidimo tudi predsednika upravnega odbora Cinkarne Celje, generalnega direktorja, ki je prejel pa zlati grb, podelili ste tudi srebrne in bronaste grbe in pa letos kar precej tudi kristalnih grbov za odličen uspeh v študijskem obdobju. Ja, Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje, kjer službuje že mislim, da 30 let, kot je povedal sam na podelitvi, si zagotovo to priznanje tudi zasluži. Ne samo, da je zelo uspešno vodil to največjo gospodarsko družbo v Celju, ampak je s svojim odnosom pokazal tudi izjemno družbeno odgovornost družbe do okolja in meni osebno je kar malce žal, da končuje svoje delo v Cinkarni, tako se je sam odločil in je treba to odločitev spoštovati. Letos je bilo tudi, kot ste rekli, veliko prejemnikov kristalnih grbov, pravzaprav prijemnic, ker so bila sama dekleta. Jaz sem kot oče zelo ponosen tudi, da je med njimi bila moja hči Hana. Kristalni grb namreč dobijo mladi Celjanke in Celjani za odličnost v času študija. To je pravzaprav tudi edino občinsko priznanje, ki ima vgrajen objektivni kriterij. Vsa ostala so, hočeš, nočeš, malce subjektivna. Najprej je že sama komisija za volitve imenovanja priznanja in nagrade vezana na predloge in verjamem, da v našem mestu živi še veliko ljudi, ki bi si takšno ali drugačno priznanje zaslužili za svoje delo, pa jih mogoče tista neposredna okolica ne opazi ali pa celo pozabi, spregleda vsakoletni javni poziv za predloge. Tako da
Že na eni strani KVIAZ, pa tudi mestni svet sta potem vezana na te predloge in jaz že danes pozivam občanke in občane, društva, institucije, da za leto 2021 že začnejo pripravljati predloge za občinske nagrade. No, na naših posnetkih smo zdaj videli tudi vse ostale nagrajence, ki so prejeli grbe, med njimi morda velja zdaj izpostaviti tudi nogometni klub Celje, ki je prejel srebrni grb. Celjski nogometaši so se pravzaprav po, lahko rečemo, kar nekaj malo bolj sušnih letih zdaj uvrstili praktično skoraj na čelo prvenstvene lestvice, trenutno so drugi. Podpirate njihovo delo oziroma ste nad tem rezultatom kaj presenečeni? No, mestna občina podpira preko 70 različnih športnih klubov v mestu, mislim, da 52 različnih športih. Vsi nimajo enakih uspehov, enake tradicije. Nogometni klub je eden tistih z daljšo tradicijo, kot ste povedali, 100 let delovanja praznuje. Klub je lahko ponosen na to, da je poleg Maribora edini prvoligaš vsa leta od slovenske osamosvojitve v Sloveniji, da vedno zaseda zgornjo polovico lestvice. Res, da se zadnji 2 leti za las izmuznila tudi uvrstitev v kvalifikacije za Evropsko ligo. Sicer pa sem prepričan, da uspeh ni naključen v klubu, se kvalitetno dela in na dolgi rok, predvsem z mladimi igralci. Mogoče je malce ušlo javnosti, tudi športni javnosti, da se je nogometni klub Celje uvrstil na 63. mesto lestvice UEFA, torej na 63. mesto med vsemi evropskimi klubi, glede kriterija, koliko priložnosti dobijo mladi nogometaši v tem klubu, in jaz verjamem, da si bodo najlepše darilo ob 100. obletnici priigrali nogometaši letos na zelenici in da se bomo v naslednjih 2 mesecih še velikokrat veselili. Počasi se zdaj zaključuje tudi šolsko leto, prav danes ste sprejeli tiste najboljše osnovnošolce, ki so dosegali vrhunske rezultate na različnih tekmovanjih, tako državnih kot mednarodnih, in pa seveda dobre ocene v šoli, ne? 5. Ja. Vsakoletni sprejem za najboljše devetošolke in devetošolce, najboljše učence in učenke glasbene šole je že del tradicije Celja, letos je potekalo 23. Še nikoli v takšni negotovosti, kot je bila letos, kako prireditev pripraviti. Namreč še dobrih 14 dni nazaj je bilo maksimalno število ljudi, ki se lahko zbira na javnem mestu 50. Tako da smo sproti prilagajali odločitve in celoten program prireditve v želji, da bi temu lahko prisostvovali tudi starši nagrajencev, smo prireditev, ki sicer tradicionalno poteka v Narodnem domu, selili v Celjski dom, kajti Unionska dvorana je veliko večja. Prireditev brez staršev ne bi bila enaka in verjamem, da so si tudi starši zaslužili, da so bili del tega dogodka in da delijo skupaj s svojimi otroci ponos in veselje ob tem dosežku. Jaz sem vedno znova fasciniran, ko poslušam predstavitve teh naših mladih prebivalcev našega mesta, s čim vse se ukvarjajo. Mnogi na, bi rekel, časih skoraj da nezdružljivih področji, od športa, kulture, plesa, da se človek vpraša, seveda poleg šole, kjer so odlični, da se človek včasih vpraša, kdaj pa imajo ti otroci svoj prosti čas za svoje hobije, ampak to so izjemni otroci, ki bodo v življenju uspeli, imajo za to vse pogoje. Zanimivo ali pa tudi to nekaj pove o njih, da večina že danes ve, kaj
si želijo v življenju delati. Jaz pri 15 letih nisem imel pojma, sem bolj taval. Čeprav si bo verjetno še marsikdo premislil, ampak dejstvo je, da vedo je treba v življenju imeti cilj, da je prav, da si postaviš visoke cilje in potem za ta cilj tudi vztrajno in trdo delaš. To je tisto, kar prinese uspeh. Ste jim položili na srce tudi, da se po zaključenem študiju potem oziroma šolanju vrnejo nazaj v Celje, da ustvarjajo tukaj v mestu, kjer so se rodili? No, upati je, da bodo v čim večjem številu ostali tukaj. Jaz te besede bolj namenim vsakoletnim zlatim maturantom, srednješolcem, ki se odpravljajo na študij v različna mesta, mnogi tudi v tujino. Nič slabega ni, če mladi ljudje malce izkusijo tudi svet in vidijo, kako je drugod, da se tudi tam ne cedita zgolj med in mleko. Mogoče dobijo nekaj mednarodne širine. Jaz verjamem, da tudi veliko samozavesti, ko vidijo, da niso nič slabši, mogoče prej boljši od mnogih vrstnikov iz drugih držav, ki pa znajo v življenju morebiti malce bolj samozavestno nastopati kot mi Slovenci, ki najprej povemo, da smo iz majhne državice in podobno. Tako da, kar se tiče mladih ljudi, smo lahko ponosni, da imamo res v njih en velik kapital za razvoj mesta. Verjamem, da bo kdo odšel, je pa res, da tudi mnogi pridejo potem v Celje in tukaj živijo, delajo in si ustvarjajo. Današnji svet je mobilen, v nekaterih predelih sveta tudi zelo multikulturni in to je pač naša realnost. No, Celje pa je v teh dneh dobilo cvetočo podobo. Že lani ste prvič v cvetlice oblekli mostove, viadukte, potem tudi mestno jedro postavili, ta korita pred lokali in postavili piramide, ki so, mislim, da že od prenove mestnega središča pa kar stalnica. Za vsakega Celjana je bilo takrat rečeno, da želite posaditi eno rožico. Zdaj pa mora biti že je. In lepo se vidi tudi na naših posnetkih. Začelo se je pravzaprav vse skupaj že spomladi z cvetočimi tulipani na različnih lokacijah v mestu. Verjamem, da je to bilo za marsikoga presenečenje na centralnem izvozu z avtoceste, pa potem v mestnem parku in še kje. Čeprav smo v preteklosti na teh lokacijah že tudi sadili narcise, morebiti ne v tako velikem številu in niso bile toliko opazne. Staro mestno jedro smo tudi prej že kar veliko cvetličili, če temu tako rečem, od piramid tudi do korit za cvetje za gostinske lokale, s tem, da smo lani vse skupaj temu dali še veliko večji poudarek in staro mestno jedro je res vse v cvetju, enako tudi te nekatere pomembne točke pri vstopu v mesto ali pa v samem mestu. Želimo si, da bi temu zgledu sledilo tudi čim več Celjank in Celjanov, potem bi mesto izgledalo še lepše. Jaz se vedno znova čudim in sem navdušen nad odsvetličenjem balkonov v tisti najkrajši Celjski ulici, v Pleteršnikovi. To je ta kratka uličica med ulico 14. divizije in pa Razlagovo ulico. Prekrasno cvetje na lepih prekrasnih balkonih tudi, na prekrasnih polkrožnih balkonih in bi si seveda želel, da bi še kdo sledil temu zgledu. Mesto bi izgledalo še lepše in cvetje da neko piko na i celotni podobi mesta, ki je tudi sicer zelo lepo urejeno. Letos smo nekaj cvetja dobili tudi od šole kot darilo za hortikulturne in vizualne umetnosti. To cvetje smo, s temi rožami smo okrasili danes verjetno eno najlepših zgradb v mestu, to je obnovljeni Celjski dom in pa zgradbo Muzeja novejše zgodovine. Bomo pa s tem trendom nadaljevali tudi
prihodnje leto oziroma prihodnja leta. Imamo kar nekaj smelih načrtov na tem področju. Upam, da se bomo dogovorili tudi z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukture, da odsvetličimo glavni most čez Savinjo. Tam je zdaj postavljen na tisto mostovno ograjo postavljeno eno korito kot vzorčen primer in čakamo na soglasje te direkcije. Namreč, kot veste, lansko leto smo tudi tu imeli cvetje, pa se potem po pritožbi enega občana, katerega imena ne bom govoril, ki si vztrajno na vsakih volitvah želi vstopiti v lokalno politiko, hkrati pa se pritožuje nad nečem, kar je lepo in koristno za Celje, meni popolnoma nerazumljivo in skregano zdravo pametjo, smo potem morali ta korita obračati, tako da je cvetje gledalo v strugo in ni imelo svojega efekta. Jaz verjamem, da bomo dosegli en kompromis, če pa ne, pa na tej lokaciji cvetja ne bo. Ga bomo dali na kakšno drugo lokacijo. Odzivi nad tem so bili precej dobri, že lani, letos pa sploh. Ja, jaz bi celo rekel, da so bili odlični, razen te edine pritožbe, za katero sem vam povedal, ki je seveda nerazumljiva normalno, trezno razmišljajočemu človeku. Odzivi so bili dobri, zdaj pa čakamo na dobre zglede, na posnemanje. No, sicer za urejenost okolja, tudi za to odsvetličenje v Mestni občini Celje skrbita tako imenovani zeleni del Simbija in pa novo ustanovljeni zavod Zelenice. Kaj je naloga slednjega, kako bo njegovo delovanje izgledalo v prihodnosti, kaj vse želite strniti pod ta javni zavod? No, družba Simbio skrbi za javno snago po pogodbi z Mestno občino Celje in to tudi plačujemo. Enako je za tisti del, ki se nanaša na cvetličenje. Oni tu nastopajo kot občinski izvajalci, drugače za to skrbijo naše občinske službe. Naše so bile tudi ideje in pobude. Moram odkrito povedati, da predvsem lani, ko smo v začetku aprila bili na neki konferenci v Ženevi in smo si potem ogledali še ne samo Ženevo, ki je bila že vsa v cvetju v začetku aprila, ampak tudi Monterey na Ženevskem jezeru in smo rekli, da dober zgled vleče in da je nujno, da tudi v Celju posadimo nekaj več cvetja na javnem prostoru. Kar se pa tiče javnega gospodarskega zavoda Zelenice, ta nadaljuje pravzaprav delo režijskega obrata, v katerega se režijski obrat smo preoblikovali v samostojni gospodarski zavod in skrbi za ne samo za košnjo travnih površin, ampak tudi za mnoge druge stvari, od popravila, potk, klopc in podobnega. Naša želja je, da bi ta gospodarski zavod še malce razvili, mu dodali nekatere druge dejavnosti, predvsem zaposlili ustrezne strokovne ljudi in naredili tu en tak hišni servis, če temu tako rečem, kajti Mestna občina Celje ima veliko javnih površin, za katere skrbimo, tudi javnih objektov, območij, kot so Celjska koča, Šmartinsko jezero in podobno. In seveda tudi ta prostor, če tudi gre za odprti prostor, rabi skrbnega gospodarja. Želimo si, da bi bilo vse skupaj čim bolj urejeno. Čisto, lepo in urejeno. S tem tudi privlačno in vabljivo za vse, za prebivalce Celja in za tudi vse obiskovalce. V minulih dneh smo imeli nekoliko toplejše temperature, danes sicer dežuje, pa vendarle v soboto je svoja vrata odprlo tudi celjsko letno kopališče. Tam se seveda Celjani vsako poletje družijo, kopajo. Letos bo to kopanje nekoliko prilagojeno, seveda pogojem, ki veljajo, pa vendarle se bodo do konca sezone verjetno še nekoliko spremenili. Letno kopališče je pravzaprav ena izmed tistih poletnih točk, ki je namenjena Celjanom in za katero pravzaprav skupaj z zavodom ZPO skrbite.
Ja, in upati je, da bo poleti čim več sončnega vremena, kajti od tega je odvisen tudi sam obisk na kopališču, ki je vsako leto lepše in bolje urejen. Jaz sem bil v petek tam tudi v tistem odprtem gostinskem lokalu, sem se šel malce pogledati, zelo lepo, izjemno živahno je bilo, veliko otrok, tam je en čudovit prostor, trava, kjer se lahko otroci igrajo, medtem ko starši popijejo kakšen sok, kavo ali kaj podobnega. Tako da celjski bazen oziroma letno kopališče, verjamem, da bo v poletnih mesecih ena najbolj obiskanih točk v Celju, zlasti v teh vročih sončnih dneh. No, če pa na drugi strani morda pogledava še na Celjsko kočo, letošnja zimska sezona, ko vemo, da praktično ni bilo snega, je bila za Celjsko kočo, vsaj v tem finančnem pogledu, precej slaba. Tam sicer tako občina kot ZPO že nekaj let skrbita za to, da bi se razvil celoletni turizem, pripravljata nove atrakcije. Zdaj ena teh zadnjih je zipline, po katerem se bomo lahko zdaj kmalu že spustili. Pa morda najprej kratek komentar teh zim, ki so v zadnjih letih tu pri nas, in pa seveda nekaj besed o tem ziplineu, ki bo zagotovo taka adrenalinska popestritev tega območja. Ja, letos je bila ena najmilejših zim v zadnjih letih, desetletjih in očitno se zgodijo tudi take zime. Mi smo že pred leti začeli razmišljati, da je treba dati poudarek predvsem na letnem turizmu, če temu tako rečemo, kajti tudi na Celjski koči v tistih najboljših zimah je mogoče 2 meseca ali pa 2 meseca pa pol smučanje. Treba pa je seveda skrbeti tudi za vseh ostalih 9 ali pa 10 mesecev in samo območje Celjske koče je izjemno priljubljeno za različne vrste rekreacije, od pohodništva, kolesarjenja. Mi k temu dodajamo še nekatere malce adrenalinske atrakcije, kot je bobkart, adrenalinski park in sedaj še zipline, ki bo zagotovo privabil adrenalinske navdušence. Pričakujemo v naslednjih dneh njegovo uradno odprtje. Vse je narejeno, preizkušeno, osebje se šola in verjamem, da bo zanimivo in zabavno. Naj povem, da so skupaj stopila tudi 3 naša javna podjetja in to je Energetika, Symbio in pa Voka, skupaj z ZPO-jem, da so kupili, mislim, da 9 novih električnih gorskih koles, tako da si občanke in občani, kolesarski navdušenci ali pa tisti, ki še malce kolebajo, kakšno kolo kupiti, navadno ali električno, lahko to kolo sposodijo, ga preizkusijo ali pa preprosto pridejo, si najamejo kolo in se peljajo naprimer tam proti vrhu nad Laškim ali pa še kam izjemno. Lahko si naredite prekrasen izlet po čudoviti naravi teh okoliških hribov, kjer so tudi kmetije urejene, vse v cvetju. Zagotovo ne bo nikomur žal. No, ko smo pa zdaj ravno pri teh adrenalinskih atrakcijah in športih, tudi na Šmartinskem jezeru se kar nekaj dogaja, tam pa se zdaj odpira ta wake park, tudi to bo ena taka popestritev, pravzaprav nekako športni center Šmartinsko jezero se je zdaj oblikoval z vsemi temi tudi skakalnicami, ne nazadnje. Ja, za Celjsko kočo sem pozabil povedati, da smo naredili še eno adrenalinsko atrakcijo. Pravzaprav se malce šalim. Tam smo na spodnjem delu pod hotelom uredili pašniške površine, kjer se zdaj pasejo 4 škotska goveda, to so ta dolgo dlaka goveda, gre za bike, ki so sicer zelo miroljubni, nenavadni, lahko pa postane adrenalinsko, če bi kdo vstopil v ograjo. Tako da tega nikomu ne priporočamo. Kar se tiče pa Šmartinskega jezera,
je naša želja okolico in samo Šmartinsko jezero pustiti čim bolj nedotaknjeno kot neko sicer umetno narejeno, ampak kljub vsemu v veliki meri naravno površino, zelo zeleno, mirno, z pestro biotsko raznovrstnostjo. Nekaj tistega pa seveda, kar se nam zdi, da paše na jezero, smo naredili, od teh skakalnic do wake parka, vlečnice na jezeru. Upam, da bo v bližnji prihodnosti tu na tem delu možno narediti tudi nekaj mest za kampiranje, kajti pričakujemo, da bodo predvsem mladi od drugod, se pravi, ne tisti iz Celja, želeli tu kakšen dan, dva ostati in se preizkusiti na tej žičnici. Sicer pa bomo celotno območje jezera, tisto, kar je nekako v naši pristojnosti ali pa želja, razvili v tem smislu, kot sem rekel, da v največji možni meri ohranimo čudovito naravo. Jaz vem, da se tudi pripravlja kakšna zasebna investicija, in sicer tam na začetku te sprehajalne poti pri gradu, kot rečemo, v tistem zalivu, se en zasebnik pripravlja za gradnjo enega letnega vrta na sami obali jezera. Glede na projekt sklepam, da bo zelo lepo, privlačno, in takšnih pobud bi si želeli čim več. Za območje Šmartinskega jezera je sprejet državni lokacijski načrt. Po tem državnem lokacijskem načrtu je jasno in se ve, kaj je na tem jezeru možno narediti. Si pa ne predstavljam, da bi zdaj mestna občina bila tisti, ki bo tu glavni investitor. Razen seveda za javno infrastrukturo, jaz sem že večkrat povedal, da si želimo čim prej nadaljevati z izgradnjo pešpoti okoli jezera, tako da bi bilo možno po podobni pešpoti, kot je že ta del, ki je zgrajen, obkrožiti celotno jezero, in verjamemo, da bo tudi to spodbudilo koga, da se odloči na tem jezeru s takšno ali drugačno gospodarsko, turistično, gostinsko dejavnostjo. Če greva zdaj od turizma k zdravstvu, nekje na polovici je urejanje novih prostorov zdravstvenega doma na Gregorčičevi ulici, nasproti obstoječih prostorov. Do konca leta nekje naj bi bila končana ta 3,5 milijona evrov vredna naložba, s katero bo zdravstveni dom dobil prepotrebne prostore. Ja, in kot sem že povedal, 2 leti nazaj, ko je bilo veliko skepse, tako povem tudi zdaj, ko se je pokazalo, da je to drži. Gre za zelo pametno in gospodarno odločitev. Zdravstveni dom, ena odlična institucija v našem mestu, bo dobil prepotrebne nove prostore, 2500 kvadratnih metrov, prekrasne nove prostore. Mi smo si pred kratkim skupaj, vodstvo občinske uprave skupaj z direktorico zdravstvenega doma, izvajalci in projektantom ogledali gradbišče, zelo zanimivo. Se že vidi, kako lepi prostori tu nastajajo. In če se spomnimo, da je ta objekt bil prazen in če bi še naprej ostal prazen, tudi žalostno propadal in slej ko prej pomenjeno črno točko v mestu, smo sprejeli res dobro in pametno odločitev. Mestna občina je v tem objektu odkupila kar nekaj prostorov, ki so bili prej ali v zasebni lasti ali pa recimo v lasti Republike Slovenije, tam, kjer je bilo delovno sodišče. Smo kupili nadomestne prostore in z državo zamenjali. Tako da je sedaj celoten objekt namenjen zdravstvenemu domu in da je vsaj, ne bom rekel dolgoročno, ampak srednjeročno zagotovljeno, da zdravstveni dom ne bi smel imeti neke prostorske stiske. Investicija je precej velika, če ne štejemo same vrednosti objekta in vrednosti odkupov nepremičnin, ki smo jih plačali, kot že rečeno, iz proračuna. Gre za investicijo vredno preko 3 milijone evrov. Glede na to, da se sedaj še odločamo in dogovarjamo, da bi tudi
mansardo izdelali do konca, namreč po prvotnem projektu je bilo mišljeno malce drugače, pa se je tudi tam pokazalo, da bo krasen prostor z dovolj velikim volumnom, da bi veljalo tudi to ob tako celoviti adaptaciji dokončati. Bo investicija presegla 3,5 milijonov evrov, česar bo približno 2,3 milijone oziroma nekaj manj, 2,2 milijona prispeval zdravstveni dom iz svojih prihrankov iz minulih let, za katere je prav, da se vrne nazaj v to primarno zdravstveno dejavnost. Razliko pa bo pokrila mestna občina v višini 1,3 milijona, tako da se že vsi veselimo, da bo objekt dobil eno takšno pravo vsebino, kar je že nekoč bil, tu nekoč bil zdravstveni dom. Hkrati z samim objektom pa urejamo tudi okolico, predvsem dvoriščno stran, ki je bila malce zanemarjena, malce neuglednem stanju za tako lep predel mesta in verjamem, da bo po končani investiciji, da bodo tudi Celjanke in Celjani navdušeni. Še kar nekaj projektov nama je ostalo, o katerih bova lahko spregovorila v nadaljevanju, a zdaj je prav, da dava priložnost tudi našim oglaševalcem. Ostanite v naši družbi, takoj pridemo nazaj. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Dobrodošli nazaj. V oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Z menoj še vedno župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Gospod Šrot, v naslednjih trenutkih pa mogoče kaj več o trajnostni mobilnosti. Sami ste že pred časom dejali, da je to eno od tistih področji, ki mu v Mestni občini Celje dajete zelo veliko pozornost. In če se ostaviva najprej pri projektu Park and Ride vozlišča na ulici 14. divizije, to je zdaj v poskusnem delovanju. Kakšni so prvi odzivi in pa za tiste naše gledalke in gledalce, ki tega projekta še ne poznajo, ki morda še niso bili tam, kaj ta prinaša? Kot ste rekli, temu področju namenjamo veliko pozornosti in potrebno je povedati tudi znatna proračunska sredstva. Če začnem pri tem parkirišču Park and Ride, kot se moderno reče, ali pa parkiraj in pojdi naprej peš s kolesom ali kako drugače z javnim prevozom. To je območje na levem bregu Savinje pri glavnem mostu. Verjamem, da se mnogi še spominjajo, kako je izgledalo 2 leti nazaj, ali pa mogoče še kakšnega pol leta več, ko so bile tam še tiste garaže, ki jih je načel zob časa, ki so preživele. Sedaj je to eno lepo parkirišče, kjer smo naredili parkirišče za avtodome, za vso potrebno infrastrukturo, za osebna vozila in pa kolesa. Tu je kar 36 stojal za sistem kolesce. V neposredni bližini pa je tudi postaja lokalnega potniškega prometa. Naša želja je, tu so tudi polnilne postaje za električna vozila in podobno. Naša želja je, da bi seveda čim bolj zmanjšali promet v samem mestu in okolici in da bi ljudje čim več uporabljali ta trajnostna prevozna sredstva, kot sem že prej dejal, kolo, če nimajo svojega, potem kolesce, odšli peš v samo mestno jedro, tu je do mestnega jedra 5 minut,
s tem razbremenili prometa samo mestno jedro ali pa svojo pot naprej nadaljevali z lokalnim potniškim prometom oziroma avtobusom. Gre za investicijo, ki sicer finančno ni bila tako obsežna, glede na proračun mestne občine Celje, bila je sofinancirana z evropskimi sredstvi in verjamem, da bo dobro služila svojemu namenu. Zdaj, samo s trajnostno mobilnostjo verjetno ne bo šlo zmanjšati prometa v mestnem središču, zagotovo je eden od tistih projektov, s katerimi bi lahko omejili vožnjo skozi mesto, tudi obvoznica. Se tu kaj premika, se tu kaj dogaja? No, obvoznica bo rešila predvsem tranzitni promet, ki sedaj poteka praktično skozi staro mestno jedro oziroma po njegovem obrobju. Imamo zelo intenzivno komunikacijo in pogovore z ministrstvom oziroma tudi z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Nekako smo dorekli, kje bi trasa obvoznice naj potekala. Gre za traso v smeri sever-jug, začetek na severnem delu na lokaciji Tehnopolisa, priključevala pa bi se naj na obstoječo regionalno cesto Celje-Laško na koncu zaselka Polul z novim mostom preko Savinja, vmes pa bi šlo v glavnem za tunelsko povezavo. Prepričani smo, da je to zelo dobra rešitev, ker praktično ne zahteva kakšnih rušitev objektov v samem okolju na obstoječi trasi, ker zelo malo posega v naravno okolje in bi bistveno razbremenila to zdaj zelo prometno cesto Celje-Laško v smeri sever-jug. No, od prej omenjenega park and ride vozlišča pa se lahko s kolescem popeljamo tudi do 4 novih postaj, ki ste jih poleg te na park and rideu tudi uredili. Kar dolgo ste čakali na kolesa in na ureditev teh 4 postaj. So pa Celjani kolesce dobro sprejeli in zdaj dobivajo tudi nove odseke kolesarskih stez. Ja, predvsem dobavni roki so precej dolgi zaradi velikega povpraševanja po celotni Evropi, tako so nam naši dobavitelji pojasnili situacijo. Jaz sem vesel, da se je tudi temu projektu pridružilo veliko okoliških občin, od Zreč do občin Spodnje Savinjske doline, Laško in Žalec že prej, Šentjur. Verjamem, da se je priključil še kdo, kajti želeli bi čim bolj razširiti ta teritorij, po katerem bodo ljudje lahko kolesarili s tem kolesom. Sedaj si je možno kolesce sposoditi v Celju in ga vrniti na Polzeli recimo, ali pa v kateri od teh občin, kot sem prej povedal. Da bi bilo kolesarjenje, no moram še to povedati, da so kolesa se pokazala res za trpežna in da smo imeli srečno roko pri izbiri celotnega projekta, ki odlično funkcionira. V Celju imamo preko 6000 registriranih uporabnikov in verjamem, da se bo to število še zviševalo, enako tudi v sosednjih občinah. Naša želja je, da bi sistem v naši občini razširili po vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. To bomo v naslednjem letu 2 naredili, vložili ta sredstva in spodbudili ljudi, da kolesarijo. Odločili smo se tudi, da bomo kupovali zdaj naprej zgolj električna kolesa, kajti v prvi rundi, ko smo kupili 100 koles, je bilo 66 navadnih in 34 električnih. Zdaj v tej drugi rundi, če tako rečem, smo kupili 50 električnih koles in verjetno v naslednjih rundah jih bomo še kakšnih 100 kupili, da pokrijemo celoten teritorij mestne občine Celje. Vzporedno s tem pa se trudimo zagotoviti čim bolj varno kolesarjenje vseh kolesarjev, udeležencev v prometu, tako da načrtujemo do konca naslednjega leta izgradnjo ali pa prenovo 22 km kolesarskih stez. Dela trenutno intenzivno potekajo na 3 odsekih.
Hkrati s tem je na tem področju zelo aktivna tudi država, Direkcija za infrastrukturo, o kateri smo že prej pri cestah nekaj govorila, in se veselimo teh medobčinskih povezav, nadaljevanje izgradnje kolesarske steze proti Laškemu. Upam, da se bomo vendarle uspeli dogovoriti, da bi trasa potekala ob Savinji, kolesarjenje ob reki je bolj prijetno, s tem bi se izognili tudi precejšnjim strminam, ki mogoče kakšnemu, po sedaj načrtovani trasi, ki mogoče kakšnemu kolesarju povzroča težave. Enako velja tudi za naše povezave s sosednjimi občinami Štore, Žalec, pa Vojnik-Dobrna in pa, pravzaprav sem mislil reči Štore, Šentjur, Žalec in pa Vojnik-Dobrna in od tam naprej praktično po celotni savinjski regiji. Gre tudi za projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz tega sklada za trajnostno mobilnost in bo končan predvidoma do konca prihodnjega leta, kot sem povedal. Kar nekako je v zadnjem času oživela v Celju gradnja stanovanj, tako tistih za trg, kot tudi neprofitnih. Na trgu že raste nekaj novih blokov, pa tudi ta novi stanovanjski kompleks DN10 v Dečkovem naselju, ki ga gradi Mestna občina Celje, skupaj seveda svojo družbo Nepremičnine, že dobiva svojo podobo in prihodnje leto se bodo tam lahko uselili prvi stanovalci. No, mogoče, če dovolite še stavek ali dva na področju trajnostne mobilnosti. Nam je zelo žal, da v preteklem letu ni bilo ustreznega razpisa, s katerim bi lahko kupili nove dodatne avtobuse na zemeljski plin. Lani so bili razpisane subvencije za električne avtobuse in avtobuse na vodik. Kolikor vem, na vodik ni nobenega vozila, na vodikove gorilne celice, sploh pa ne avtobusa v Sloveniji, tako da je bil ta razpis namenjen sam sebi. Namreč mi želimo dokupiti nekaj teh avtobusov, zato da bi pokrili še nekatera primestna območja proti Lopati, Šmartnemu, Ljubečni in Trnovlje, Ljubečna, Teharje, Škofja vas, Tabmreko, vzhod, sever in zahod mesta, kjer živi veliko ljudi. Za obstoječo floto 10 avtobusov ne moremo tega pokrivati, če želimo zagotavljati zadosti veliko frekvenco na obstoječih linijah. Bomo pa izkoristili prvo naslednjo priložnost, ko bo kakšen ustrezen razpis. Zdaj upamo, da do tega vendarle pride. Kar se tiče gradnje novih stanovanj, le-teh v Celju primanjkuje, tako najemnih, ki jih gradimo mi skupaj z našo družbo Nepremičnine, kot seveda tudi tistih na trgu, tako da trenutno je zelo živahno na področju stanovanjske gradnje. Vem, da se pripravlja še nekaj projektov oziroma gradenj zasebnih investitorjev. Mestna občina pa, kot že rečeno, gradi skupaj z Nepremičninami 142 novih stanovanj v naselju Dečkovo naselje, hkrati z 150 parkirišči v parkirni hiši, ki bo ob tej skupini 6 stanovanjskih objektov, tu bo svoj novi dom našlo okoli 400 Celjank in Celjanov. Gre za daleč največjo investicijo na področju stanovanjske gradnje v Mestni občini v zadnjih 20 letih. Preko 16 milijonov je vrednost celotne investicije, skupaj z komunalno infrastrukturo, ki smo na tej lokaciji že zgradili. 5,7 milijonov približno bo pri tem evropskih sredstev iz tako imenovanega mehanizma celostnih trajnostnih naložb. Ostalo pa bomo financirali iz proračuna in pa sredstev družbe Nepremičnine. To bo za nekaj časa zmanjšalo veliko povpraševanje po najemnih stanovanjih, ampak dolgoročno se bo treba lotiti še kakšne gradnje. Čeprav, jaz to vedno znova poudarjam, je Celje mesto z največ stanovanj v javni lasti glede na število prebivalcev. Imamo jih okoli 2200,
Za primerjavo Ljubljana, ki ima več kot 5-krat oziroma 5,5-krat več prebivalcev, jih ima okoli 5000, tako da številke govorijo same za sebe. Pa je kljub temu praktično stalnica na tej listi, na razpisih za najemna stanovanja tam več kot 400 različnih prosilcev. No, v neposredni bližini tega novo nastajajočega naselja pa teče tudi gradnja severne vezne ceste, ki že dobiva svojo podobo. Tam boste uredili seveda tudi vso primerno infrastrukturo, tako za pešce kot kolesarje. In pa, kar se mi zdi še posebej zanimivo, ob cesti boste uredili drevored. Ja, gre za relativno kratek, a vendarle zelo pomemben cestni odsek za promet na tem območju, ki bo imel vplive tudi na zmanjšanje prometa, recimo na Dečkovi cesti in ostalih okoliških. Čeprav gre za relativno kratek odsek, pa gre za zelo zahtevno gradnjo na zahtevnem terenu. Ta del sončnega parka, kot rečemo, temu območju je zamočvirjen, tla so zelo nestabilna. To mogoče tudi malce pojasnilo različnim Modrijanom na spletnih omrežjih, ki stalno komentirajo, kako bi, ne vem, v Italiji v tem času zgradili že 100 km cest, Kitajci pa 1000. Gre za gradnjo, kjer se ne da prehitevati naravnih zakonitosti, teren se mora ustrezno posesti. Vse podobno je bila gradnja recimo avtoceste na območju Lukovice ali pa čez Ljubljansko barje. Kljub temu pa upamo, da bomo še z nekaterimi ukrepi dodatno stabilizacijo uspeli gradnjo te ceste zaključiti še v letošnjem letu, sicer ima gradbinec rok do maja prihodnje leto. To območje želimo lepo urediti. Prvotno je bilo po projektu predvideno nakotanja med, če tako rečem, med cesto in pa nasipom ob kanalu, Koprivnici. Odločili smo se, da bomo to območje zasuli, kajti naše izkušnje so takšne, da je takšno območje zelo težko urejati, da potem nastane to ene vrste smetišče. Tako da bomo to območje zasuli in posadili en mini gozdiček z različnimi drevesi. Nismo se še odločili za vrsto, ampak bomo morebiti stremeli k temu, da zasadimo predvsem cvetoča drevesa različna. To bo hkrati predstavljalo tudi neko zvočno bariero bližnjemu stanovanjskemu naselju na drugi strani tega kanala, s tem, da bo cesta imela tudi vso potrebno infrastrukturo in elemente za vse udeležence v prometu, torej tudi za pešce in kolesarje. Zgrajeno je že priključevanje te nove ceste, ki sicer delovno pravimo severna vezna cesta, uradno pa je to cesta dr. Janeza Cvirna v podaljšku in tam je že zgrajeno krožišče pri cesti na Ostrožno. Načrtujemo, da bi krožišče uredili tudi pri tistem novem mostu čez kanal LKS in infrastrukturno bolje opremili ta del mesta, kjer živi zelo veliko ljudi. Še ta mesec pa bo zaključena tudi prenova ceste v Šmarjeti. Gre sicer za državni projekt, pri katerem pa je občina tudi sodelovala. Dolga leta je trajalo, zdaj bo udeležba vseh udeležencev v prometu na tem odseku vendarle bolj varna. Ja, gre za partnerski projekt države in občine, kajti občina je prispevala polovico sredstev za odkupe zemljišč in prispevamo 1/3 vrednosti celotne investicije. To je bil eden najbolj prometno nevarnih odsekov v naši mestni občini in sem zelo vesel, da se ureja oziroma da bo kmalu urejen. Vemo, da ima projekt zelo dolgo brado, da je vmes enkrat že bil denar zagotovljen za obnovo te ceste, pa potem nismo uspeli dogovoriti odkupov zemljišč oziroma smo se na nekaterih
lokacijah soočali dobesedno z izseljevanjem lastnikov, potem je država odstopila od te investicije in zdaj se, hvala Bogu, vse skupaj bliža k srečnemu koncu. Omeniva morda še nova krožišča, ki rastejo po Celju. Na Glaziji smo ga dobili pred kratkim, potem ste uredili tudi začasno tako imenovano montažno krožišče na cesti v Trnovlje, pa še kar nekaj teh krožišč je predvidenih, nekatera montažna, nekatera pa tista čisto ta prava, pri nekaterih čakate pa seveda tudi na državo, da bo dala tisto zadnjo piko na i. Ja, to so stvari, ki pač zahtevajo svoj čas in se marsičesa ne da čez noč narediti. Važno je, da potekajo aktivnosti, da postopki tečejo in v doglednem času bo prišlo tudi do rešitev. Mi si predvsem želimo večje pretočnosti in varnosti prometa. Novo krožišče na Glaziji je lepo in tudi dobro funkcionira. Vemo, da je ta odsek bil vedno obremenjen z velikim prometom, peš prometom, namreč v okolici so bolnišnica, mnoge celjske srednje šole. Hkrati pa, kot že rečeno, krožišča pomenijo neko večjo prometno varnost in umirjanje prometa na marsikakšni lokaciji in lažje vključevanje, predvsem iz stranskih cest. Zato smo se odločili za podobno rešitev tudi na križišču pri Celjskih Mesninah. Za to montažno rešitev se odločamo, pa navadi nekaj podobnega je bilo že tudi na cesti v Trnovljah. Zato, da samo rešitev testiramo, vidimo, kako se obnese, naredimo morebitne korekcije in se v miru pripravimo na gradnjo, ker ne gre zgolj za gradnjo teh otočkov, pa nove asfaltne površine in zelenice v sredini tega rondoja, ampak pri vseh teh delih, enako je bilo tudi na krožišču pri Glaziji, obnovimo vse komunalne vode, ki jih imamo v zemlji, od kanalizacije, plinovodov, vodovoda, kabelske in vsega telekomunikacijskih vodov. Skratka, vse komunalne vode obnovimo, zato da seveda ne bi prišlo, naprimer, čez pol leta že do kakšnega defekta in bi zopet prekopavali. In bi težko pojasnili našim občankam in občanom, zakaj je to potrebno. Jaz sem vesel, da smo se uspeli z državo dogovoriti tudi za izvedbo 2 krožišč na izjemno problematičnih cestnih odsekih, gre pa za priključevanje občinskih cest na državno, in sicer eno je križišče na koncu tega glavnega mostu čez Savinjo, ker se priključuje Partizanska cesta. Projekt je že narejen, tako da pričakujemo, da bodo tudi dela relativno kmalu stekla. In pa drugo takšno križišče je Kidričeva cesta in pravzaprav križišče v Slancah. Še en velik projekt, ne smeva pozabiti, gre seveda za ureditev tehnoparka v sklopu tako imenovanega projekta Generator, torej za ureditev te nekdanje blagovnice T v središču mesta, ob tej pa seveda tudi za eksperimentalno ureditev, kot ste to poimenovali, Lilekove in pa Gubčeve ulice, ki tudi v teh dneh že dobiva tisto svojo novo podobo. Ja, takšen je bil tudi razpis za eksperimentalne ureditve mestnih površin, zato se tudi delovno ta projekt tako imenuje, čeprav kaj veliko nismo eksperimentirali. Je pa tisto, kar je na zunaj, že zelo dobro vidno. Obnovljen objekt vele blagovnice, fasada, tudi na novo urejene te izložbe, celoten objekt je sedaj v občinski lasti. In pa hkrati seveda v okoliški ulici Gubčeva in Lilekova. Sploh Gubčeva je zasijala na čisto drugačni podobi. Dobili smo en čudovit nov mestni prostor, tudi z zelo posrečeno rešitvijo, drevoredom po sredini tega prostora. Posadili smo japonske češnje,
ki bodo spomladi lepo cvetele in lepšale ta urbani prostor. Obnova v notranjosti te zgradbe 3 nadstropij je tudi praktično že končana in pričakujemo, da bomo nekje v sredini avgusta lahko pripravili otvoritev novega tehnoparka. Gre za novost v slovenskem prostoru, za park, ki bo na dokaj poljuben način predstavljal različne naravne zakonitosti, ki bo populariziral znanost, inovativnost, predvsem med mladimi, je pa namenjen vsem generacijam in jaz verjamem, da bodo obiskovalci tega parka navdušeni, da bo to tudi ena nova dodatna privlačna točka za vse obiskovalce mesta, tako domačine kot tudi od drugod. Namreč ne samo v slovenskem prostoru, ampak tem delu Srednje Evrope podobnega parka ni. Jaz se že veselim otvoritve in upam, da bo res zanimivo za čim širši krog ljudi. V najinih pogovorih pred leti, zdaj lahko že kar rečeva, že kar 10 let nazaj, zagotovo sva kar precej govorila o gradnji kanalizacijskih sistemov, o urejanju tega. Zdaj se je občina skupaj z občinama Vojnik in pa Štore, če se ne motim, prijavila na evropski razpis, s katerim želite urediti še tiste sive lise, kjer to kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno. Kdaj pričakujete odločitev o tem in pa za katera območja tu gre? Ja, o izgradnji kanalizacijskega omrežja smo se res veliko pogovarjali, mora biti že celo nekaj več nazaj, kakšnih 15 let. Pa še več, kajti za izgradnjo osrednje čistilne naprave smo sporedno seveda širili in dograjevali kanalizacijski sistem, ker čistilna naprava sicer ne bi imela smisla, če kanalizacija ne bi bila zgrajena. V velikem delu Celja je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno tam, kjer je po strateških planih tako določeno. Sicer na področjih, ki jih kanalizacija ne bo pokrivala, že kar nekaj let, ne vem, 5, 8 let ali pa mogoče še celo več, objavljamo vsakoletne razpise, s katerimi subvencioniramo nakup in izgradnjo malih čistilnih naprav. Namreč v določenih predelih Celja, govorim seveda o tem ruralnem področju, pač ni ekonomsko smotrno graditi kanalizacijskega omrežja, ki bi potem vodilo do katere od čistilnih naprav, ki jih naše javno podjetje Voka upravlja. Zgleda, da bodo v tej finančni perspektivi še zadnjič na voljo sredstva za izgradnjo tega kanalizacijskega omrežja. Mi smo se že kar pred nekaj časa začeli pripravljati na ta obsežen projekt skupaj s sosednjima občinama Vojnik in Štore, tako da izvajal se bo pretežno v tem severovzhodnem delu Celja. Gre za zelo velik, finančno velik projekt, tudi precej zahteven, kajti tu govorimo o stotinah služnosti, ki jih je bilo potrebno dogovoriti. Mislim, da ima podjetje Vodovod kanalizacija, ki inženirsko skrbi za ta projekt, kar 38 gradbenih dovoljenj za posamezne odseke. Finančno je investicija ocenjena na več kot 9 milijonov evrov, od tega bo približno 5 in še nekaj milijonov evrov odpadlo na mestno občino Celje, ostalo na obe sosednji občini. Pričakujemo evropska sredstva v višini, mislim, da 60%, nekaj takega. Ostalo pa bomo prispevali iz lastnih proračunov. Gre predvsem za namenska sredstva, ki jih tudi sicer vračamo nazaj v to področje. To so sredstva iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se zbira v občinskih proračunih in potem vračamo ta denar nazaj v to področje, če tako rečem.
Res je, da se zdaj zaključuje šolsko leto, pa vendarle morda še kakšna informacija. Mogoče še to, pozabil sem povedati, glede na obsežnost projekta, seveda tudi ne bo zgrajeno čez noč in pričakujemo, da se bo ta gradnja zaključila nekje v letu 2023 in bo pomembno prispevala k čistejšim vodam na celotnem vzhodnem območju Celja, vsem vodotokom. V najnem prejšnjem pogovoru ste že omenili, da ste zaenkrat preložili izgradnjo prizidka k osnovni šoli Hudinja. Se pa lotevate ureditve novih prostorov za glasbeno šolo, tako naj bi učenci glasbene šole že jeseni stopili tudi v del novih prostorov. Ja, ampak tudi gradnjo prizidka k hudinski osnovni šoli smo samo malce zamaknili zaradi negotovosti, ki jih je prinesel čas pandemije in karantene. Jaz verjamem, da bomo tudi s tem projektom začeli še v letošnjem letu. Za potrebe glasbene šole, tako ali tako je skoraj neverjetno, kako mislim, da 800 učencev in dijakov obiskuje to našo glasbeno šolo Celje, na tisti lokaciji, kje sploh najdejo vse te prostore. Tisti, ki hodijo po glasbeni šoli, ve, o čem govorim. Mi smo zato pri iskanju rešitve zato kupili sosednji objekt, kjer bo glasbena šola dobila, mislim, da okoli 500 kvadratnih metrov novih dodatnih prostorov. Ti se sedaj urejajo in bodo do začetka novega šolskega leta že na voljo glasbeni šoli. Čisto ob koncu najinega nocojšnjega pogovora, morda še kakšna beseda o poletnem dogajanju v Knežjem mestu. Vemo, da je ta epidemija nekoliko zarezala v dogajanje, prestavila, odpovedala nekatere prireditve, pa vendarle se v Zavodu Celeja trudijo, da bi tudi letos nekako izpeljali poletje v Celju v Knežjem mestu, morda v nekoliko drugačni ali pa okrnjeni izvedbi. Poletje bo in dogajalo se bo. Je pa seveda sedaj v tej situaciji težko napovedati, kaj vse, kajti marsikakšna prireditev ne prenese v finančnem smislu teh omejitev, ki zaenkrat še veljajo, in seveda organizatorji so previdni, tudi mi kot občina in naš javni zavod, ampak zagotovo poletje ne bo nikomur dolg čas v Celju, bodo pa manjše prireditve, ki bodo mogoče ciljane na bolj specifični okus in ljudje so, se mi zdi, v tem času pandemije tudi malce spremenili navade. Mestno jedro je izjemno živahno, ljudje veliko hodijo tudi na okoliškem, rekel, sprehajalne poti v naravo, v staro mesto in na nek način bi lahko rekel, postajamo pravi meščani. No, takole živahno je bilo minulo soboto, ko se je podeželje znova odprlo v mestu, ko so znova postavili stojnice, na katerih smo seveda lahko pogledali ali pa tudi kupili kaj zanimivega, kar so s podeželja prinesli različni razstavljavci. In seveda tudi umetniki so poskrbeli za svojo noto in naredili še kaj zanimivega, o čemer poročamo tudi v naših oddajah. Gospod Bojan Šrot, to pa bo vse za najin nocojšnji pogovor. Hvala, ker ste bili v naši družbi in nasvidenje kmalu. Hvala lepa. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. Hvala tudi vam, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek tedna in ne zamudite naše oddaje znova prihodnji ponedeljek, ko se bomo potepali po občini Šentjur. Do takrat vse lepo in nasvidenje.